So, Yanni, you and I know what is going on in the bus. It's total chaos in the Jumbo-Visma bus, on right? Vsak večer preden sva šla spat, on je šel v kopalnico, se usedel na školjko in preštudiral etapo. Ne. In potem prišel v sobo in je rekel, Jani, jutri bomo pa tako dirkali. Tako da je bilo kar hype takrat, recimo, ustvarjeno okoli tiste tvoje zmage. Ja, Francozi ne morejo izgovoriti Brajkovič, ne, in potem izgovarjajo Braškovik. Ne. Ampak tudi v redu. Prisrčen pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. To je 4. podcast Podium, ki smo ga sedaj nekako posvetili kolesarski dirki po Španiji, znameniti Vuelti. Lepo ste vabljeni k temu, da spremljate ta kanal, vabljeni ste, da delite to vsebino, da jo všečkate, komentirate, predvsem pa nam je zelo pomembno in zelo smo veseli, da vam je všeč to, kar delamo. Torej, to je 4. podcast Podium in v naši družbi Jani Brajkovič, ki je naš stalni sodelavec. Živijo Jani, in pa Simon Masnak, ki je tudi naš stalni sodelavec. Danes vse od začetka. Živijo Simon, pozdravljen. Ne bomo se kaj dosti zaustavljali, spoštovane gledalke in gledalci, ker je bil zadnji teden res zanimiv. Tudi kaotičen, Jani, začelo se je res eksplozivno, potem pa, kot da bi presekal, ko je Jumbo-Visma prenehala z delanjem, potem pa ni bilo več tako zanimivo. Je bil kaotičen teden? Jaz mislim, da je bil zelo kaotičen teden, verjetno si ga bo večina nas zapomnila po nelogičnih potezah Jumbo-Visme. Nelogičnih zato, ker jaz mislim predvsem, da je bilo so bile motnje v komunikaciji in so bila tudi nejasna navodila in je prišlo pač do napak, ki sicer ekipo niso stale nič, ampak so bile pa take napake, da smo bili vsi mi presenečeni, da se je to dogajalo sploh. Ampak Simon, videli smo, kaj pomeni recimo zanimivo dirkanje in videli smo, kaj pomeni dolgočasno dirkanje. V začetku, ko sta napadala najprej Vingegaard in potem tudi Primož Roglič, je bilo, ne pravim, da za kolesarje, pač pa za gledalce, zelo zanimivo, in potem, ko se je to zaustavilo, pa kar dirka izgubila malo na zanimivosti. Je tako? Ja, seveda je tako. Zdi se, kot da takrat po tisti etapi na Angliru, kjer je Jumbo-Visma dobila največ kritik, podobnih, kot jih je zdaj Jani povedal, se je potem nekako vsa zadeva zelo na hitro umirila in se je začelo dirkati popolnoma drugače. Zdaj jaz verjamem, da vsak couch selektor, tako kot jaz, smo lahko bili zelo, zelo hvaležni, da je zmeda, če je to sploh bila, takrat v Jumbo-Vismi vladala, ker če si predstavljamo praktično od 13. etape na Tourmalet, bi lahko Jumbo-Visma v resnici, ker je imela 3 tako močne adute, že rekla, da se praktično dirka umiri, da oni pač ne napadajo več in da pač samo skrbijo, da vsi 3 pridejo v cilj približno v istem času. Pa tega niso storili in mislim, da vsi moramo biti zato zelo, zelo hvaležni, ker so nam ponudili od takrat kar nekaj zelo, zelo zanimivih etap. Najbolj ta na Angliru, seveda. Je to, gledalci že na Touru, recimo, nekako smo videli tudi vse več je nekih idej, da tudi tisti, ki snujejo traso dirke, da razmišljajo tudi o tem, da bi bilo čim bolj zanimivo. Tudi nastavijo, recimo, če se spomnimo Gira, ta težek kronometer čisto na koncu, ko se je vse odločilo. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, tudi ta gledalstvo. Se mi zdi, da kolesarstvo je tako v vzponu, kar se zanimanja tiče v Sloveniji pa sploh, Ja, mislim, zanesljivo je, in tudi če se postavimo v kožo Jumbo-Visma, kar je, mislim, saj meni skoraj nemogoče, ampak če že pravim, da sem couch selektor, pa gremo s tem nadaljevati, tudi njim seveda ne more biti nepomembno, ali se neka dirka gleda ali se ne gleda. Govorimo vendarle o športu, kjer je sprejeta taktika, da pošleš kolesarja v 100-kilometrski beg brez kakršnekoli možnosti za zmago, samo zato, ker se bo kazal na televiziji 3 ure. In z tega stališča seveda ni neumno razmišljati, da če ubiješ dirko v 13. etapi in je potem še celih 8 etap do konca, da to nihče ne bo gledal, da mogoče cilj, ki ga imaš tudi z vidika svojih sponzorjev in pojavnosti svoje ekipe, je vendarle malo zgrešen. Na tak način se je o njih ogromno govorilo, ogromno se jih je omenjalo, ljudje, ki so na kolesih,
profesionalno, neprofesionalno ali pa nikoli na kolesih, so razmišljali, kaj počnejo in dajali ideje, kako bi oni naredili v njihovi vlogi. Ne? In to vendarle ni bilo za moje pojme zgrešeno. Konec koncev pa tudi, če pogledamo, kaj je fair in kaj ni fair, ne? Če je res bila logika, da se zadnjih 7 kilometrov, mislim, da je to bila informacija, dirka na polno med sabo, bi težko rekel, da je to ne fair, ne, za odločitev za zmagovalca. Zdaj sta govorila dva couch selektorja, Simon pravi, tako je sam sebi rekel, couch selektor, jaz sem tudi bolj couchar, da je pa strokovno mnenje, Jani, je Jumbo Visma vse naredila narobe, vse ali pa je bilo narobe to, kar so recimo počeli? Absolutno ni vsega naredila narobe. Pač človeška narava je taka, da zelo hitro opazi napake, tisto, kar pa narediš dobro, pa noben ne vidi, ker je pač samoumevno. Jaz problem tukaj vidim. Ja, sicer je bila dirka zelo zanimiva in glih zaradi tega je bila zanimiva, pa mogoče tudi v negativnem smislu, ampak jaz vidim največji problem v nejasni komunikaciji, ker vprašanje je sledeče. Kakšno vlogo je imel Primož pred začetkom Vuelte? Če je bilo Primožu rečeno, ti boš dirkal na zmago, Jonas bo tle v pomoč in Sepp bo v pomoč, bi bilo potem logično, da Primož tudi dirka na zmago do konca. Ne? In ker verjetno se potem, ko je Kuss oblekel majico, ni bilo jasno določeno, kaj se dogaja, kako bojo dirkali, na koga bojo dirkali, ali bojo branili majico, ali bojo dirkali vsak zase. Je bilo tukaj verjetno ogromno nejasne komunikacije, ali je pa sploh ni bilo. In se je zaradi tega začelo dogajati, da so bile poteze kolesarjev zelo nepričakovane, nenavadne, sicer atraktivne, ampak nelogične. Ne? In potem, ko je Vingegaard napadal in pripeljal minuto pred skupino v cilj, je logično, da je bil Primož besen. Kar mislim, da smo tudi vsi videli na njegovi telesni govorici in potem na Angliru je to pokazal, kako je besen. Ne? Ampak to vse bi bilo mogoče narediti drugače, če bi oni imeli drugačno, jasno komunikacijo. In ta informacijski vakuum je potem pripeljal do tega, da po etapi na Angliru, da je bil odziv javnosti tako močan, tako močno ogorčenje, da so bili prisiljeni spremeniti taktiko. In so potem nekako podredili taktiko, da je Sepp Kuss vendarle obranil rdečo majico. Tako, ja. Ker če poslušamo intervjuje, in Vingegaard in Roglič sta želela, da majico nosi in pripelje v Madrid Kuss. Ampak dirkala pa niste tako. Ja. Ampak Jani, kaj pa je potem to, kar opisuješ, ne? Šum v komunikaciji ali celo vakuum v komunikaciji? Kaj je potem to? Ekipa? To je neodgovornost, oziroma nobeden od športnih direktorjev, nobeden iz vodstva noče prevzeti odgovornosti in reči, sedaj pa tako, mi bomo dirkali tako, ker je tako najbolj. In ker noben noče prevzeti odgovornosti, je vse nekaj na pol. In pač ni jasne komunikacije. Ja. In tukaj je problem, ker še posebej v današnjem svetu je zelo pogosto, da nobeden ni za nič kriv in noče prevzeti odgovornosti in krivi druge za to. In isto je v kolesarstvu, vse ni drugače. Ne? Ampak, če nobeden ne prevzame odgovornosti, se potem začne si slediti napake, delati napake, ki pa lahko pripeljejo do zelo nezaželenih rezultatov. Nobenega dvoma ni, da so bili vsi trije, tako Primož kot Jonas, kot tudi Sepp Kuss dobro pripravljeni. Simon, ti si izbrskal nekaj zanimivih podatkov, lahko malo deliš, kaj se je dogajalo na Angliruju, kako je, recimo, kaj so pokazali kolesarji, da samo tako, da malo umestimo, da so bili res dobri, kaj ne? Angliru je hvaležen klanec, zato ker so ga vozili leta 2020 na Vuelti in sedaj spet čez 3 leta, praktično
seveda z iste smeri in vse, ne. Tudi etapi sta bili relativno podobni, tako da v letošnjem letu je Primož Roglič prevozil segment na Stravi Angliru 41-43, leta 2020 sta ga pa Roglič in Kus skupaj, ne. Takrat je Kus, če se spomnimo, Rogliču pomagal na vrh, ker je Primož zgleda imel slab dan, sta ga pa vozila 43-17. Najhitrejši leta 2020 je bil Hugh Carty, ki je to prevozil 42-51, torej 1 minuto, pa še malo so bili tokrat hitrejši kot takrat, pa mogoče še zanimiv podatek, ker smo se že dostkrat v teh podcastih igrali za številko vam, ne, torej vam, ki so ga naredili na ta klanec, je bil 1772. Torej izjemna številka, nora številka, ampak kot smo že večkrat rekli, na Turu, ne, sta pa Pogačar in Vingegaard šla 1900 plus na podobne klance. Ne. S tem, da Angliru za delati vam ni toliko primeren, ker je klanc stopničast, se pravi izredno strm, 25% potem poravna je skoraj raven v nekaterih delih in je teže delati visok vam kot naprimer na klanc, ki je pač skozi 10%. Tudi tega smo se že dotaknili, da so klanci med sabo, ne, kljub temu, da vam naj bi nekako izenačil, ne, ampak seveda to ne naredi povsem. Sem pa hotel se dotakniti še nečesa, Miha, ne, ker mogoče se malo pozablja, ta Vuelta ni v nekem vakumu, ne, ni prva dirka, ne, ampak ima seveda ta ekipa in ti trije fantje imajo neko zgodovino. In zdaj, če pogledate, kako so vsi trije na Vuelto prišli, se pravi Primož, ne, nesporno lani začenja sezono lani, kot prvo ime Jumbo Visme. Ne? Nekako med sezono, če se spomnite še na Trieno Adriatico, Vingegaard dirka proti Pogačarju in nima prav nobene možnosti. Celo ne ve, da je vodilni v modri majici, en tak naroden intervju je na Eurošportu takrat nastal. Ne? Potem seveda Vingegaard zmaga Tour in nekako Primož s tistim padcem, pa potem še padcem na Vuelti, pride v položaj, da ga ekipa očitno prosi oziroma se zmenijo, da gre na Giro, in očitno na Vuelto in je to njegov racing kalendar od začetka. Tako. Ne smemo pozabiti, Primož Roglič v letošnjem letu ni izgubil nobene dirke. Vse posod, kjer se je pojavil, je zmagal. Končno zmagovalec. Zdaj pa, kar je zame veliko vprašanje, ker pač ne vem, dvojim, da kdo izven Jumbo Visme to v resnici ve, ampak za nas, za javnost, se zgodi, da mislim, da v predzadnji etapi Tura, kjer Jonas že ve, da je zmagal, pride in da izjavo za javnost, da pa on gre na Vuelto in da gre Sepku z njim. Ja. Se pravi, Primožu je bilo sigurno veliko težje ne dirkati na zmago na Vuelti, ker je to bil eden od ključnih njegovih ciljev sezone. Ni bilo kot pri Jonasu, kjer je pač on svoje že naredil in je pač Vuelto vozil verjetno, če lahko zmaga, če pa ne, pa ni konec sveta. Ne? Ja, tukaj sem še tudi sam veliko razmišljal. Ne? Jonas Vingegaard se je izkazal kot zanesljiv kapetan na zadnjih 2 dirkah po Franciji. Ne? Se pravi, njegova beseda verjetno v očeh športnih direktorjev marsikaj pomeni. Ja. Na drugi strani Primož Roglič prav tako odličen kolesar, bil tudi številka 1 svetovnega kolesarstva. Potem pride tukaj Sepp Kuss, ki pride kot super pomočnik, na svojo željo pomaga, da bo naredil ta zgodovinski dosežek. Ampak ne, se mi zdi, da od te trojice karakterno je pa najbolj tako Jonas Vingegaard, ne, da njegova beseda mogoče zatrese tudi mnenje športnega direktorja. Kaj praviš, Jani? Jaz mislim, da bi športni direktor moral imeti absolutno avtoriteto. Seveda, kolesar ima svoje mnenje in to mnenje je potrebno upoštevati, ampak dokončno odloča športni direktor. Ne? Zdaj, tako kot si ti povedal prej, če je Primožu bilo obljubljeno mesto kapetana za Vuelto, potem je to avtomatsko pomeni, da se vodstvo ekipe tega ni držalo. Ne? In je logično, da je potem besen in hoče dirkati zase. In to mu pač ne moramo zameriti. Ampak potem se treba vprašati, kako, ker vsakega liderja, vsakega toliko velikega kolesarja, kot je Primož, mora ekipa podpirati. Če ga ne podpira, pomeni, da ne verjame v njega. Ne? In če ga ne podpira, potem se meni zdi, da mogoče bo ta malo težka, da mogoče pa njemu ni mesto v Jumbo Vismi.
Zdaj sem jaz kot voditelj malce v precepu, ker rad bi dodal še eno mnenje, imamo pa ogromno iztočnic za pogovor, pa predlagam, da gremo sedaj v Združene države Amerike, odkoder se nam oglaša novinarska kolegica Kate Wagner, ki je velika poznavalka kolesarstva, piše tudi knjigo o slovenskem kolesarstvu in bo dala izjavo oziroma svoje mnenje kar v slovenskem jeziku, ki se ga je naučila prej kot v enem letu. Torej, Kate, lep pozdrav v Združene države Amerike. Kako pa si ti videla taktiko Jumbo Visme na letošnji dirki po Španiji? Po 18. etapo je bilo končno jasno, da Jumbo bodo vozili za Kusa. Ampak predvčeraj ne. Videli smo, da sta obstajali dve kaotični etapi, v katerih niče ni imel kontrola. Nikoli nisem videla toliko navijačev tako jeznih. Nikoli. Kusovi navijači, Vingegaardovi navijači, Rogličev navijači, vse so bili jezni o taktiki. Ja. Je bil noro. In mislim, da mogoče Jumbo skoraj so pokončali svojo ekipo, a veš, svojo Vuelto. Mogoče tudi pač tradicije kolesarjenja, kot naprimer respekt za rdečo majico. Ja, je bil noro. In ja, full drama. Jumbo ne morejo voziti s tretjimi kapitani. Ni delal na Vuelti, pač, ja, bodo zmagali, ampak pač ko angleščino, but at what cost? In mislim, da taktika ne bodo delali na dirke po Franciji s Pogačarjem. Hvala lepa, Kate. Vprašanje treh kapetanov, Jani, ti si bil v svoji karieri tudi na dirki, ko je bilo določeno več kapetanov, ne? Ti si bil eden od njih. Kako se ekipa pripravi in pa predvsem seveda vprašanje, so takrat športni direktorji jasno povedali hierarhijo, da ni prišlo do takega vakuma? Ja, mislim, da leta 2011 smo na Touru bili praktično, mislim, da 4 kapetani. Jaz, Kloden, Leipheimer in Horner. Ne? In problem je ta, da za 4 kapetane ostane potem 5 ostalih kolesarjev. Ja. Zdaj celo 4. Zdaj celo 4. Ja. In to je skoraj nemogoče handlati. Ne? Pri nas je bilo tako, da smo zelo hitro se zreducirali na enega kapetana. Se pravi, jaz sem 5. etapo odstopil, Horner je, mislim, da 9. etapo, Kloden je šel tudi domov, edino Leipheimer je končal, ampak se je poškodoval in ni bilo Toura nič. Ne? In tu je problem, če imaš toliko kapetanov, je veliko težje te kapetane držati v ospredju. Ne? In če so vsi enakovredni, seveda, ne? Če pač se določi, da je kapetan eden, drugi, ostala 2 ali pa ostali 3 so pa zaščiteni kolesarji, je že veliko lažje, ne? Ker pač se ščiti tega kapetana, ostali so pa zraven, od zadaj, ne? Vprašanje je tudi karakterno oziroma osebnostno, kakšni so tele kolesarji, ne? Ker vemo, da veliki kolesarji hočejo zmagovati. In zelo težko funkcionirajo z tudi klubskimi kolegi, ki so jim enakovredni in tudi hočejo zmagovati. Ne? In jaz sem že večkrat rekel, da je nemogoče imeti v ekipi 3 kapetane, ki se zelo dobro razumejo. To je nemogoče. Ker tudi če pogledamo, kateri so najboljši prijatelji velikih kolesarjev, recimo kolesari za 3-tedenske dirke. Kateri so njihovi najboljši prijatelji? Tisti, ki jim niso konkurenca, šprinterji. Ne? Šprinter in klančar se zelo dobro
povežete skupaj, ker si nista konkurenca in sta zelo v redu. Zelo redko se zgodi, da sta dva kolesarja, ki blestita na 3-tedenskih dirkah, da sta dobra prijatelja, da gresta skupaj na morje, ali pa ne vem, da sta družinska prijatelja. Za moje pojme je to skoraj nemogoče. Simon, še mogoče eno vprašanje, ko je bilo jasno, da bo Sepp Kuss, ne, ti si tudi vedno v naših podcastih bil tukaj prisoten, tudi napovedoval z nami vsemi skupaj, ampak ti si takoj recimo izstrelil, da je Sepp Kuss tisti, ali si tudi malo dvomil, da ga bodo pustili recimo, ne? Ja, jaz sem, če se prav spomnim, v napovedih začel govoriti, da zelo verjetno Jumbo Visma vsaj toliko kot o zmagi na sami Vuelti razmišlja o posledicah, ki karkoli se bo že tukaj zgodil za to ekipo prihodnje, ne. Zdaj, treba je vedeti, ne, Sepp Kuss je izjemno simpatičen kolesar, ki je res ogromno naredil za to ekipo. Je pa seveda dejstvo, ne, v 6. etapi je pridobil 2 minuti pa pol. Res je odlično odvozil kronometer, izgubil samo minuto, če se spomniš, smo računali na podlagi rezultatov iz Gira, bi moral izgubiti več kot 2 minuti pa pol, ne, kar bi pomenilo, da bi bil Remko takoj v igri. Ampak tako kot se je vse tole odvil v resnici, ne, pa ne bi zdaj kakih novih teorij zarote, ne, ampak se mi zdi, da skoda bi ostale ekipe se relativno hitro udale, ker, mislim, če obstajajo ljudje na tem svetu, ki verjamejo, da so nam dali čipe v telo in potem preko 5G omrežja nas spremljajo, je tole, mislim, da precej manjša teorija zarote. Se pravi, kako so lahko vse druge najboljše ekipe spale in pustile Seppa Kussa v tak beg. Ja. Mu dale te 2 minuti pa pol in potem v 13. etapi še Remko popolnoma popusti in gre ven iz tega boja. In ta Vuelta je v resnici bila odločena v 6. in 13. etapi, ne, ko sta se ta dva dogodka zgodila. In tako Jonas, predvsem pa Primož, sta bila nekako stranska junaka teh zgodb, ne. Ker recimo Primožu se je zgodil na lanskem turu, se spomnite, padel je on, Jonas je imel težave, kaj se Jumbo Visma odločila? Na polno so vlekli z Van Aertom Jonasovo ekipo in njega oddaljili iz kakršnega koli boja. Seveda, mogoče so oni takrat že vedeli, kakšne so njegove poškodbe in da ne bo mogel resno konkurirati za zmago, ampak tako je takrat pač delovalo, ne. V tem trenutku gre Sepp Kuss v beg, pridobi 2 minuti 50 in spet nekako, vsaj po mnenju nas couch selektorjev, izloči v bistvu Rogliča iz boja, ker nekako je razmišljanje, kaj bi zdaj Primož naj delo. Ja, seveda ne napadel tega istega Seppa Kussa, ne? In ja, mislim, da se ni težko predstavljati, da Primož v vso to situacijo ni bilo ravno tako zelo lahko sprejeti, ne? In da tisto, kar je on počel, je bilo v resnici samo tisto, kar so bili dogovorjeni pred dirko. Pa še eno stvar mogoče, Jan je že rekel, ta komunikacija, ne? Predvsem sem jaz razumel kot tudi PR-ovsko navzven, se pravi, ker je tukaj res nenavadno izpadel, na vrhu Angliruja dajo mikrofon pod nos Jonasu in Primožu in oba dva rečeta, midva zelo privoščiva Seppu Kussu, da to zmaga. Ja. In vsaki sedi na kavču si reče, ja, ok, naj ga napast, ampak kar je bilo pa istočasno, Seppa Kussa vprašajo, ne? In Sepp Kuss reče, ja, jaz bi ful rad zmagal Vuelto, ampak ne želim, da je podarjena. Ampak to, kar se je zdaj na koncu zgodil, z vsem spoštovanjem do Seppa, verjetno se vsi strinjamo, da če bi ga Primož in Jonas do konca napadala, Sepp ne bi zmagal Vuelto. Najverjetneje res, tukaj se je zdel najmočnejši Jonas Vingegaard, ampak Jani Brajkovič je pred dnevi na svojem Instagramu zastavil eno zanimivo anketo, v kateri je vprašal, kdo pa je po vašem mnenju zmagovalec Vuelte. Jani, tukaj pa so rezultati, jih malo pokomentiraš, nam poveš kaj več. Jaz sem malo parafraziral to vprašanje, ti si napisal samo Vuelta, pa vprašaj, tako da, kaj je bilo vprašanje? Ne, jaz sem vprašal, katerega zmagovalca bi oni radi videli na koncu. Ne kdo je sposoben, kdo bo verjetno zmagal, ampak po vašem, katerega bi radi videli. Tako je. In pač odgovor je Sepp Kuss, ker je logično. To, kar je že Simon tudi povedal, zelo simpatičen, zgovoren, delaven. To je bilo sred tedna, verjetno. Ne, to je bilo, mislim, da je bilo to po Angliruju. Se pravi, in tle imamo spet ta dramski trikotnik, storilec, žrtev pa rešitelj. Ne? In tle je Sepp Kuss žrtev. Ne? In mi vsi hočemo pomagati žrtvi, da gre iz nemoči v moč. Tisti, ki je zlorabljen, tistega mi
bi radi rešili. Ne. In tle je to Sepp Kuss. Ne. Tako je. In Jonas, etapo pred Anglirujem smo videli, kaj je napadal, tista minuta, ki jo je pridobil, Jonas je očitno storilc. Ne. In zato tudi 3%. Ne. Samo, ja. Tako da, ja, in ravno tale pritisk javnosti se je zgodil res pravi stampedo, ne? Ko sta napadla najprej Vingegaard in potem naslednji etapi še Primož Roglič, takrat je javnost ponorela dobesedno in so rekli, kaj se da delate, ne? Simon, kako si ti to doživel? Ja, zelo podobno. No. Se pravim, meni se je zdelo, da je to v veliki meri tudi posledica teh PR-ovskih izjav, ki so bile res precej zbegane in potem, saj jaz sem tako doživljal, začel se je na oddaji GC1 Eurošporta, ki je bila nemudoma po etapi, kjer je predvsem Sean Kelly zelo, zelo ostro napadel Primoža Rogliča, ne, in poudaril, kaj vse je Sepp Kuss zanga v preteklosti naredil, ne, in kaj se Primož gre. Potem je to šlo seveda še v praktično vse podcaste od The Move naprej, kjer so podobno komentirali. Jaz mislim, da je zgodba vseeno precej bolj kompleksna. Če pogledate ta trikotnik, kot ga je Jani imenoval, vsi trije so v resnici v preteklosti že veliko naredili en za drugega. Ne. Spomnite se Jonas Vingegaard, prvi tur, ki ga je zmagal Tadej Pogačar. Zakaj je bil Jonas Vingegaard 5 minut za Tadejem v zelo začetku? Zato, ker je čakal Primoža Rogliča, ki je padel, da ga je potem pripeljal nazaj do cilja. Kar nam seveda pove veliko stvari, tudi o tem, da Jumbo Visma takrat Jonasa ni videla kot pretendenta na zmago, zato je svojega druga najboljšega kolesarja v bistvu pustila v Primožu, da mu pomaga do konca. Vsi se spomnimo, kaj je Primož lani potem naredil za Jonasa, ko je bil res hudo poškodovan. Noben od nas seveda ne ve čist kako točno, ampak govori se o res zelo hudih poškodbah, ki jih je takrat imel, pa vendarle je bil ključen člen takrat na tisti etapi čez Telegraf Galibije. Mislim, da smo vsi prepričani, da Tadej Pogačar ne bi doživel tistega slavnega bonka na Granjon, če ne bi bile dve nevarnosti, torej in Jonas in Primož. Torej, niko da je Sepp bil ta večni pomagalec, vsi ostali so pa bili samo prejemniki te pomoči, vsi so pomagali en drugmu. Je pa res, da Sepp Kuss je bil tukaj najbolj ta, spomnimo se, dali so mu celo priložnost v Jumbo, mislim, tako da na dirki po Švici najprej, kjer pač ni bil dovolj dober. Se ni izkazal, seveda ni izkazal za izjemno visoke standarde, ki jih ta ekipa postavlja. Tako da Sepp Kuss se mi zdi, da je tudi večkrat sam nekako omenil, da se bolje počuti v tej vlogi. In tudi moji komentarji v prejšnjih podcastih so šli v to smer, da verjetno bo še najlažje Seppa Kussa prepričati, da v tej ekipi ostane kot pomočnik, tudi če zmaga to Vuelto. Da pa ta zaplet, ki se je zgodil, lahko ima resne posledice na predvsem njihova kapetana za naslednje sezone. Imamo pa še eno zelo prijetno presenečenje, namreč zdaj se bomo spet preselili v Združene države Amerike, odkoder se nam oglaša velik prijatelj in nekdani sotekmovalec Janija Brajkoviča, to je Chris Horner. Jani ga je povabil, če bi tudi nekaj slovenskim gledalcem namenil nekaj besed, in Chris se je seveda z veseljem odzval. Tule pa je njegovo sporočilo. Hey Yanni, it's been a little while since you and I have been in person together, but of course we've kept in touch through Twitter and private messages and a couple times texting back and forth. Hopefully all's good with you, because we know it's not good with Jumbo-Visma right now when we're talking about the 2023 Vuelta a España. Those guys are in chaos, and for you fans listening to Yanni's channel here, it has got to be so much bigger than what we see at the finish of the race, where Sepp Kuss is smoothing it out. Primož Roglič is trying to take the lines of they would love to see Sepp win, yet they're attacking him left and right. Jonas Vingegaard, he says he loves everybody, but yet drops his friend back there, Sepp Kuss, on his birthday going up the Angliru. So, Yanni, you and I know what is going on in the bus. It's total chaos in the Jumbo-Visma bus, right? Remember what it was like when Lance Armstrong and Alberto Contador, they were always arguing with each other. Even at the training camps, there was tension amongst the two riders when we're just riding in training camp at the beginning of January, and even back in December when we were there training off the islands there in Spain. And the tension had already started and continued all the way through the season. Now, before we get any further, though, I want you to remember that I have not forgotten this little guy right here, because this is Yanni Brajkovič's 2010 Dauphiné Lion right here that he gave to me to give to my wife Megan. And that was a magical day for Yanni and I, because Yanni won the overall classification. But
the whole team was incredibly gelled well together. We were 100% behind Yanni. And then, of course, a few weeks later, the Tour de France starts, and that goes into that cobblestone story that I was already telling you guys, where there's so much drama going on through the team, and it's so much more than the teams are letting on to the viewers that are watching the race afterwards in those interviews. Yanni and I were both like Sepp Kuss, right, Yanni? You and I were both super domestiques. We were riding for Lance Armstrong, Alberto Contador, Levi Leipheimer a lot of times. Andreas Kloden was up there. So Yanni and I know exactly what Sepp Kuss was going through, because we haven't won a ton of races over in Europe, but we have dedicated a ton of energy and a ton of sacrifices to our team leaders. So when those times come, like in 2010 at the Dauphiné for Yanni, the team has to get behind that super domestique rider, and they have to deliver him to the win like we did in 2010 at the Dauphiné, where all of us were 100% in for Yanni Brajkovic. And then we go into the 2010 Tour de France, and Levi Leipheimer's passing Lance Armstrong on the side of the road on the cobblestone day, and then later blaming Yanni for actually not waiting for Lance, and instead it was back there Levi Leipheimer that was telling Yanni to pull him back up to the group, and then Levi Leipheimer was blaming Yanni in the bus. Remember the tension that was coming after that stage on the cobblestones? It was crazy high. And then the next day when we all confronted Levi Leipheimer in the bus, and he's talking about, hey, I didn't see Lance, I just kept going, I never saw him. But we all know you had to see Lance Armstrong, a 7-time Tour de France winner, on the side of the cobblestone road that's 5-7 feet wide only, so there's no way that was a legitimate excuse. But remember the tension that was because of that stage 3 cobblestone crash that continued throughout the racing. And then, of course, all the crashes and accidents and bad luck that we had that year with Radio Shack. But with that, keep that in mind, that we know Sepp Kuss, Yanni and I, when we're talking about it, that he needs to have 100% dedication from his two leaders. And we saw that again, of course, the stage after on stage 18 of the Vuelta a España in 2023, that Sepp finally got his whole team behind him, Jonas Vingegaard riding hard for him up the last climb and giving him a little bit more space. So Yanni, you know just like I do exactly what it feels like in the bus. The tension's got to be crazy high. And you and I both understand exactly why Sepp Kuss should be the winner of this year's Vuelta a España when it's all said and done. Man, it's been great talking to you. Hope to chat with you some more. I'm sure we'll talk by Twitter and private messages and text messages. Thanks for having me on the show, and I'll catch up with you real soon later private. Najlepša hvala Chrisu Hornerju in pa Janiju Brajkoviču, seveda, da je to uredil. Jani, veliko lepih besed smo slišali o Chrisu, o tebi, Chrisovih. Lahko še ti malo poveš, kako sta vidva sodelovala? Ja, lahko tudi povem, da sem jaz odgovoren, oziroma jaz sem kriv, da je on potem po letu 2009 nizal vse te uspehe. Kaj se je zgodilo leta 2009 na dirki po Kaliforniji? Smo na eni zelo mrzli deževni etapi pač vozili in jaz sem imel neoprenske rokavice, na kar sem pač povozil luknjo, mi je snelo roko iz balance in sem zapel Chrisa. Chris je padel in si je zlomil nogo. In ko je Chris ležal doma na kavču, je pač razmišljal, kaj bi naredil, in se je spomnil, da ker gledal je, pa videl je, opazil je, kako se jaz pač, kako sem strikten s prehrano in z vsem, in se je odločil, da bo on tudi shujšal. In je v mesecu pa pol shujšal za 6 kg. In je prišel potem na dirko po Baskiji in je skoraj zmagal to dirko, ampak je nažalost padel spet, pa si zlomil še enkrat nogo. In potem po teh pacih se je spet pobral in začel nizati te uspehe. Od takrat naprej sva bila s Chrisom vsako dirko, ki sva skupaj dirkala, zmeraj skupaj v sobi. Kar je mogoče tudi športnim direktorjem šlo malo v nos, ker sva bila zelo povezana in sva imela zelo podobno mnenje, pač tudi močna karakterja, in pač njim to ni bilo všeč preveč. Ampak sva tudi dobro delovala, da sva tudi dobre uspehe imela in tudi dobro sodelovala. Je bilo pa tudi zanimivo, da sta
Tudi taktiko sta se nekako razdelila, ne? Ko sta bila skupaj v sobi, je bil on nekako zadolžen za to, na kakšen način. Na tistem Dauphineju, ki sem ga jaz zmagal. To je, mimogrede, to je to z Levčkom? Ja. To je bilo leto 2010, mi smo imeli B ekipo praktično na tej dirki. Chris in jaz sva bila v redu, lahko oziroma zelo konkurenčna, ostali malo manj. Ne. In on je vsak večer pač, preden sva šla spat, on je šel v kopalnico, se usedel na školjko in preštudiral etapo. Ne. In potem prišel pač v sobo in je rekel, Jani, jutri bomo pa tako dirkali. In smo tako dirkali in oddirkali, zelo v redu, učinkovito in tisti teden niti enkrat nismo bili v težavah, zmeraj smo imeli vse pod kontrolo, s tem, da je bil pa Contador svojo ekipo za Tour. Tako da smo imeli zelo težko delo, ampak ker smo se tako dobro povezali in smo imeli tudi tako dobro taktiko, nam je uspelo brez problema. Še enkrat bi se dotaknil tega Levčka, ki je tako priljubljen med vsemi gledalci, predvsem pa gledalkami. Je to resnica, da si ti poklonil ali je Chris prosil za tega Levčka? Jaz sem mu poklonil za ženo, ker sem spoznal tudi ženo njegovo in smo v zelo dobrih odnosih, tudi prejšnji teden smo se pogovarjali, tako da jaz sem mu ga poklonil. Omenil je še eno zgodbo s tlakovcev, ne? Tam tista bilo pa bolj delikatno, bolj pikantno, če lahko temu rečemo, nekaj v povezavi z Lensom. Nam zaupaš to zgodbo? To je bilo leto 2010 na Touru, mislim, da je bila 5. etapa. Spomnim se, da sem bil jaz, kateri sem pripeljal Lensa na tisti odsek s kockami od spredi, čisto v spredju, na kar je on imel defekt. In sem razmišljal, kaj naj naredim, ker če ga počakam, jaz po kockah pač nisem sposoben držati njegovega tempa. In sem se odločil, da grem pač do konca sektorja, tista 2-3 km in ga potem tam počakam. Ne. V tistem trenutku je pa prišel Leipheimer, on je bil pa eden od, dajmo reči, freeriderjev, je lahko zase dirkal. In je zahteval, da ga pač vlečem do konca sektorja. In jaz sem ga vlekel, ker sem vseeno imel cilj se tam ustaviti pa počakati Lensa, ker Lens je absolutni lider in njega ne smeš pustiti samega. Ne. In nažalost na koncu tega sektorja je pa Leipheimer imel defekt. In v trenutku, ko sem mu jaz dajal feltno, je pa mimo pripeljal Lens in pač Lens je videl, da jaz tam stojim z defektom in je takoj povezal, da sem jaz pač hotel zase dirkati in da ga nisem čakal in pač ko sem jaz prišel v avtobus, je bilo to, kot da me bi z očmi me je predrl. Ne? In takrat sem se jaz res zelo ustrašil, ker je bila zelo velika panika, dokler nismo razčistili, kaj se je zares zgodilo. Naslednji jutro je pa pač Lens sam prišel do mene in sva razjasnila. In takrat sva potem, mislim, da 8. ali 9. dan, ko smo imeli dan počitka, sva šla skupaj 3 ure pa pol na kolo, same dva, čez prelaz Župlan, mislim, da je edina dva in sva zelo veliko govorila. Pogovarjala se. Je Lens kapetan, največji kapetan v tvoji karieri, recimo človek, ki si mu vedno recimo zaupal, ki mu je ekipa zaupala? Ja. Lens je bil drugačen. Ne? Lens je bil absolutni kapetan. Vsi so vedeli, kaj hoče od tebe, vsak je vedel, kaj je njegova naloga in to je bilo to. Tukaj ni bilo odstopanja, pač ko si bil z njemu, si dirkal za njega. Hkrati pa, ko si dirkal za njega, je on tudi poskrbel, da si imel vse, kar rabaš, da si lahko dober, da lahko daš vse od sebe. In velikokrat se govori, da je pač zlorabljal svoje kolesarje, da jih ni spoštoval, ampak to ni res. Če ti Lensa nisi spoštoval, si dobil isto nazaj. Če si pa ga spoštoval, te pa on zelo spoštoval in te je cenil. Zdaj, tista zgodba, ki je Lensa tudi dokončno zapečatila v povezavi z dopingom, ampak vseeno njegova kolesarska kakovost sploh ni sporna. Ne? Simon, kako ti vidiš recimo Lensa Armstronga?
Ja, zdaj predvsem kot enega zanimivega voditelja podcasta The Move, kadar sem vdane, ker se mi zdi, da je outsourca tudi to na druge. Drugače pa to leto, ki ga je zdaj Jani omenil, se jaz zelo dobro spomnim, ne? Ker takrat smo, bom rekel, slovenski ljubitelji kolesarstva, ko smo gledali tisti Dauphiné, ne? Smo si v glavi ustvarili marsikatero sliko in ko je prišel tur, smo mi mislili, da bo Jani pač seveda, ne, Golden zgor ali dol, ne, očitno je v zelo dobri formi, enostavno dirko na zmago, ne. Mislim, tudi na RTV, če se prav spomnim, takrat so bili komentarji precej začudeni, ne, zakaj pa zdaj Jani tle se z Lensom voz po Franciji, če je več kot očitno bistveno boljši od njega, ne. Yeah. No, jaz imam takrat še osebno zgodbo, da sem ravno tisto leto, je bilo prvo moje leto, ko sem se resno s kolesarjenjem ukvarjal in sem bil prav v Bourg d'Oisans, kolesaril vse tiste Alpe d'Huez, Galibijeje in podobno in tam šel potem v Chamonix in šel na Mont Blanc. In ko sem lezel gor, ne, vsi so me kao slovenski kolesar in vsi so vedeli, niso znali izgovoriti, ampak Jani neki kot Brajkovič, ne, Dauphiné, ne. In tako da je bilo kar hype takrat recimo, ne, ustvarjeno okoli tiste tvoje zmage. Ja, Francozi pač ne morejo izgovoriti Brajkovič, ne, in potem izgovarjajo Braškovik, ne. Ampak tudi v redu. To smo tako ali tako slišali. Gremo nazaj še malo na Vuelto. Zanimiv podatek, ki sem ga izbrskal, je bil, da recimo so stavnice pred začetkom Vuelte ponujale 200 € za vložen evro na zmaga Sepa Kusa. Ne. Se pravi, nihče ga ni štel, kaj dosti za favorita. Čeprav Primož je pred začetkom Vuelte rekel, da tudi treba računati na Sepa Kusa. Je vendarle to veliko presenečenje zmaga Američana? Presenečenje v smislu, da glede na to, da ima ekipa Jonasa in Primoža v ekipi, je to zelo veliko presenečenje. Ni presenečenje, da v smislu, da on ne bi mogel zmagati, ker vemo njegove kvalitete, vemo, koliko je dober. Pač do zdaj praktično nismo vedeli, kako dobro lahko odpelje kronometer, ker ga tudi nikoli ni rabo odpeljati 100%. Ne? Ampak absolutno mislim, da se vsi zavedajo njegovih kvalitet, česa je sposoben. Je pa problem, kot se že parkrat pokazalo, ko on dobi priložnost, da je kapetan, da ima odgovornost, da mora narediti rezultat, je to nekaj drugega kot samo pomagati oziroma biti super domestik. Gremo mogoče še na ostale. Koga bi recimo še izpostavil, Jani, med tistimi, ki so tudi opozorili nase? Malo sem se pribeležil, recimo UAE, če odštejemo Jumbo, je UAE gotovo naredil svoj posel na nek način. Bahrain, Lenny Martinez se je tudi pokazal, bil na zadnje tudi v majici vodilnega. Ja. Mislim, da poleg teh ekip je sigurno izstopal Remko, ne? Ker pač Remko je sicer prišel zmagati, ampak kot smo videli, tista etapa na Tourmalet moglih ni šla, ampak potem je naredil zelo dobro potezo, izgubil 27 minut in to mu je pač omogočilo, da je vsak dan lahko bil v begu in se bori za etape. UAE seveda, mislim, da Ayuso je mlad kolesar, ki ima velik potencial. Nevarnost pri takih kolesarjih, ki so tako mladi in tako dobri, je, da gredo prehitro gor in zgubijo stik z zemljo praktično. Ne? In pač se pol zgubijo. Tako da bomo videli, kako bo napredoval Ayuso. UAE so tudi imeli 3 liderje. Ne? Sicer so imeli veliko bolezni, ampak vseeno, zelo dober nastop ekipe UAE. Lenny Martinez, nekaj smo že govorili. Ja. Izkoristil priložnost bolj? Izkoristil priložnost, ampak to ne pomeni, da mu je bila ta majica podarjena. Seveda si jo je zaslužil na tisti etapi, ne vem, koliko sekund je zaostal za Kusom. Ni veliko zaostal, ne? Tako da prvi teden je odpeljal zelo dobro, pač mlad kolesar, mislim, da sem že enkrat povedal, s 50 kilom je zelo težko konkurirati na 3-tedenski dirki močnejšim kolesarjem. Simon, ti?
Ja, jaz pa imam mogoče malo drugačen pogled. Namreč treba se zavedati, da je Sepp Kuss vozil tretjo 3-tedensko dirko. In če bi jaz zdaj bil v vlogi direktorja enega od drugih ekip, bi me resno skrbel, kaj se je v letošnjem letu zgodil, predvsem pa kaj se je na Vuelti zgodil. Se pravi, Jumbo, da zmaga vse 3-tedenske dirke, da na zadnji Vuelti, kjer, če se spomniš, v prvem podcastu smo govorili, da je to najbolje zastopana po dirkačih 3-tedenska dirka letos. Tako. Razen Tadeja Pogačarja, pa mogoče Adama Jejca, ki je na Touru bil zelo dober, so tukaj bili praktično vsi. In da Jumbo na tak način dominira potem, ne? Ja. Kaj potem sploh ostane za naslednje leto? Kaj narediti? Ker kolesarjev, ki so lahko konkurenčni na 3-tedenskih dirkah, se pravi, ni na pretek. Ne? In ne vem, pač seveda se Jani, pa videla sta že omenila par tekmovalcev, ki so se izkazali, imeli kak dober dan, seveda Martinez kot mlad kolesar, pa rdeča majica, to je vse super, ne? Ampak če se mi pogovarjamo o nivoju ekipe, ki vlagajo tudi več od Jumbovizma, ali lahko v naslednjem letu resno konkurirajo Jumbovizmi, če ta ostane v taki sestavi, kot je danes, jaz res dvomim v to. No in ravno prav istočnica je prišla, Jan je tudi že malo nakazal in to je tista stvar, o kateri se govori v zadnjih dneh res veliko. Prihodnost Primoža Rogliča in Jumbo-Visme, Pluga je že dejal, se pravi vodja ekipe Jumbo-Visma, da se kraljev ne izpušča, ampak več kot očitno ob Vingegordu. Vprašanje, ali bo Primož dobil drobtinice, Jani, kakšen je tvoj pogled? Zdaj se je treba vprašati, kaj Primož hoče. Če hoče dirkati Tour, zmagati Tour, tle vidim problem, ne, ker bodo verjetno preferirali Vingegorda. Vingegaard je dvakrat zmagal. Drži, ja. Primož pa še ni. Sicer sposoben je, ampak zmagal še ni. Ne. In tukaj bojo težave. Tudi če grejo z 2 kapetanoma na Tour, se ve, kdo je tisti ta prvi. Branilec, ne? Vprašanje je tudi, koliko njemu ekipa zaupa, koliko stoji ob njemu. In če mu ne, bi bilo v primeru, da hoče na Tour in zmaga Tour, bi bilo mogoče bolj logično, da zamenja ekipo. Ampak kako je to v kolesarstvu? Podpisuje se po pravilnikih, mislim, da 2-letni pogodbi, ne, ali 3-letne pogodbe, Primož ne bi bil zavezan do 2025, če se ne motim. Ne? Kako se to uredi v kolesarstvu? Da se vse urediti z denarjem, ne? Ampak je pač treba plačati odškodnino, ekipa se mora strinjati s tem, tako da je to zelo draga ekspedicija, tako menjati ekipo. Drugo bi bilo, če ne bi imel pogodbo za drugo leto in je potem veliko lažje. Ne? V tem primeru pa zelo težko, ni pa nemogoče. Ne? Tako kot sem rekel, to je absolutno na Primožu. Kaj hoče, kaj je za njega dobro, a je pripravljen zamenjati ekipo s tem, da nova ekipa pomeni novi ljudi, nov način treninga, nova oprema, novo okolje, nova oprema, in potem tudi te stvari zahtevajo nekaj časa, da se to potem uskladi, uredi, uravna, tako da v vsakem primeru ni enostavna situacija. No, Chris Horner, ki smo ga prej slišali, je tako rekoč z maršem rekel Primožu Rogliču, takoj zapusti Jumbo-Vismo. Simon, kakšen je tvoj pogled? Ja, ko sem poslušal vse podcaste ostale, ne, ki nastajajo v Vuelti, se mi je zdela predvsem zanimiva informacija, ki jo je dal tvoj bivši športni direktor, ne, Johan Brunil, ki pa dejansko je nekak tektonski premik, če se bo uresničila. Ne. On je namreč pravi, da mu je ptičica povedala, ne, da naj bi bilo na UCI že oddana dokumentacija za združitev 2 ekip in da po njegovih podatkih naj bi šlo za Ineos in pa Lotto Soudal. Ne. Kar seveda, zdaj, če razmišljamo po logiki, pa raciju, najdemo veliko razlogov, zakaj bi se to zgodilo. Ne. Se pravi, Ineos, ki je dejansko padel iz nekih zelo velikih višav, ne, na to, kar so danes, ne vidimo nekega kolesarja, ki bi jih tudi Theo Gegenhardt, ki je imel veliko smole, sicer na Giru pa je dirko zelo dobro, ampak ali lahko konkurira na Touru, dvomimo. Baje, da imajo za naslednje leto samo 15 prijavljenih kolesarjev, kar pomeni praktično je to pol ekipe, ki bi jo rabili. In pa seveda Lotto Soudal z Draguljem, Remkom, Evanpolom, ne, ampak v neki veliki tranziciji, ne, se pravi iz tistih
bolj meni podobnih mašin, ki lahko gonijo cel dan 400 vatov po ravninah, v ekipo, ki bi ga lahko resno podprla na 3-tedenski dirki. Tako da, če se to seveda zgodi, je potem glavno vprašanje, ali bojo stavili vse na Remka ali bojo iskali še enega kapetana, kot je Primož Roglič. Konec koncev imaš 3-tedenske dirke in bi imeli sigurno veliko smisla, glede na to, da pa Remko ni v poziciji kot Jonas, ni zmagal Tura še nikoli, v bistvu ima eno Vuelto, videli smo ga letos, kako je pogorel in na Giru in na Vuelti, tako da bi imeli veliko smisla, da bi oni saj želeli si Primoža. Zdaj pa, to je vse logično in to je vse racionalno, ampak v življenju se velikokrat te stvari potem ne zgodijo, kljub vsej logiki in raciju, ali zaradi opremljevalcev koles, vemo, da imata obe ekipi zelo močne opremljevalce, vemo, da ima ekipa lahko samo enega kralja in tukaj eden odpade, in tudi zaradi takih stvari se in v kolesarstvu, pa tudi v poslu, s katerim se jaz ukvarjam, večkrat stvari ne zgodijo, čeprav bi bile in logične in racionalne. Jani, imaš ti kakšen komentar na to? Ne, nimam, mislim, da je Simon povedal zelo dobro. Tudi če hipotetično, če bi Primož šel v to novo ekipo, je spet vprašanje, kaj hoče Remko. A hoče na Tour, če hoče na Tour, potem za Primoža. Nekaj sem želel reči, ampak Primož Roglič v primerjavi z Remkom Evenepoelom je vendarle dosegel precej več. Zakaj si mi sedaj sprašujemo, kaj bo rekel Remko? Pa se je, Primož verjetno tisti, Remko edina stvar, ki je, da je pač pod pogodbo Sudala, ampak drugače bi pa verjetno bil Primož tisti, ki bo povedal, jaz sem kapetan na Touru, Remko bo pa pač verjetno kapetan na Giru in na Vuelti. Ja, kaj pa, če se Remko ne strinja, da Primož pride in mu je konkurenca? Ja. Ne. Ker tu je zmeraj vprašanje, ko imaš dva taka, s tem, da je Remko izredno močan karakter. In mislim, da ni veliko kolesarjev, ki lahko dela z Remkom. Tako da tukaj treba biti zelo previden. Če Remko hoče na Tour in dirkati na Touru, potem se je treba vprašati, je to smiselno. Je pa absolutno možno, da oba kolesarja funkcionirata, tudi da gresta oba na Tour in se, Remko prve 2 leti uči tam, pomaga, nabira izkušnje in potem pač dirka zase. Dobro, še enkrat gremo v Chicago, kjer se nam oglaša Kate Wagner in tudi ona bo povedala, kako vidi prihodnost Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi. Mogoče pač pikantno, ampak Roglič bi moral iskati novi ekipi. Ineos, Trek. Če želi zmagati na Tour. Ker se Vingegaardem ne more. Zato presenečena bi bila, če bi Jumbo ponovili letošnje uspehe, ker imeli so vseeno. Hvala lepa, Kate. Veliko bo še dogajanja okoli tega in gotovo bo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih se situacija toliko izkristalizirala, da bomo vedeli, kaj sedaj prinaša prihodnost Primožu Rogliču. Mi pa gremo na bolj zabavne zadeve in prva od teh bolj zabavnih zadev je žrebanje z prejšnjega podiuma, ko smo vas spraševali, katero mesto je na letošnjem svetovnem prvenstvu na cestni dirki osvojil Tadej Pogačar. Pravilen odgovor je bil seveda 3. mesto in sedaj bo eden med vami, ki ste odgovorili, dobil tole podpisano majico, tudi podpis Tadeja Pogačarja. Jani je pred zahtevno nalogo. Jani, žrebaj prosim enega. Hvala lepa, da ste sodelovali v tem nagradnem žrebanju. Poglejmo, kdo je bil izžreban. Dušan Pristavec. Gospod Dušan, tule je še dokaz. Vi ste srečni dobitnik tele krasne reprezentančne majice, ki jo je prispevala Kolesarska zveza Slovenije, za kar se ji zelo, zelo zahvaljujemo. Jani, vidim, da pa si tudi ti prinesel eno majico, ki pa ni zelena, ampak rdeča. Kaj je to? Ja, to je pa iz Vuelte. 10 let nazaj. Točno 10 let. Tudi Brajkovič piše, vidim. Seveda. Vse? Ja, in kakšna zgodba? Zgodba je, da sem jo dobil po ekipnem kronometru, kjer sem praktično šprintal Nibalija in sem bil prvi v cilju. V resnici je bilo tako, da nismo vedeli, koliko smo hitri in
pač ker sem jaz še imel malo rezerve v nogah, sem pred ciljem potegnil in sem prvi prečkal ciljno črto in izkazalo se, da smo najhitrejši. In potem sem avtomatsko tudi majico oblekel. In zdaj me ena stvar zanima. Imel si in tudi povedal si v našem podcastu tisto nepriliko z Kazahstancem, imel si to z Lensom, kar si danes razkril, je bil tudi Nibali jezen? Ne, Nibali pa je čist drugačen karakter, osebnost in praktično njemu je bilo všeč, da sem jaz oblekel majico, ker sem ga za en dan razbremenil, pa še meni je veliko pomenilo to majico nositi en dan, tako da sem potem s še večjim veseljem pomagal njemu. Pridejo takole prijatelji k tebi domov, zadnji si nam, smo zelo hvaležni, prinesel zlato majico, pa rdečo, pridejo prijatelji, pa želijo pogledati te spominke? Ne, ker ne vejo, da jih sploh imam. Do enega meseca nazaj sem imel nek tako rečeno zatlačene, nisem glih vedel, kje jih imam, no zdaj sem jih pa pač ven potegnil in bom verjetno dal v okvir pa obesil. Se strinjam, Jani, zelo smo veseli, da si nam pokazal ti dve majici, pa vemo, da jih imaš še marsi kakšno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, počasi smo pri koncu 4. podijuma, čas za eno tako kratko analizo, čisto na kratko. Simon, ti si idejni vodja tega projekta, za kar se ti zelo zahvaljujem, da si uspel priti do tega, da smo se usedli vsi za eno mizo takole. Kako bi ti ocenil projekt? Ja, zame je bilo to eno tako zelo, zelo zanimivo doživetje, pa seveda vračam to zahvalo predvsem vama, pa seveda tudi ostalim gostom, ki so popestrili oddajo z svojim prihodom, ampak predvsem seveda vidva, ki sta bila z nami na vseh 4 epizodah. Mislim, da sta zelo, zelo zaslužna, da je oddaja bila zelo dobro gledana. Ne samo tisto število klikov, ki se jih da dosegati tako ali drugače, ampak to, da je okoli 40% ljudi, ki na samo oddajo klikne, potem tudi pogleda do konca. Mislim, da smo bili zanimivi, včasih mogoče malo daljši, kot bi si jaz želel, ampak da je bila debata ravno zaradi tega toliko globja, da smo si povedali kakšne stvari, ker mogoče pri tvojem delodajalcu nikoli ni dovolj časa, da bi šli tako v globino. Tako da meni je bilo to vseeno neverjetno doživetje. In tudi, če se Vuelta ni končala za Primoževo zmago, tako kot smo upali, ko smo ta projekt začenjali, je bilo vse do zadnjih 2-3 etap izjemno zanimivo. Jaz pa res upam, ne glede na to, kako se bo Primoževa kariera nadaljevala, da bo kamorkoli gre in če osvoji tur ali ne osvoji, res vedno se spominjal z zelo dvignjeno glavo vseh svojih dosežkov. Konec koncev, kadar se pelješ iz Izlak proti Kisovcu, počas bo zmanjkalo na tistem križišču prostora za olimpijske kroge, pa slike, pa vse možna kolesa, vseh možnih barov. Tako da tudi če se slučajno zgodi, da tega tura ne bo, bi moral biti izjemno ponosen na čisto vse, kar je dosegel v svoji karieri. To se pa strinjam. Jani, vem, da ti si v preteklosti imel več težav z nastopanjem, ampak moram reči, da tako dobrega gosta, tako zgovornega, analitičnega in tudi na trenutke ostrega, pa že dolgo časa nisem imel. Kako si se ti počutil v podiumu? Se veš, ne. Pač jaz, ko stopim skozi vrata, grem takoj iz cone udobja, ker kot vemo, v preteklosti sem imel zelo velike težave z javnim nastopanjem. Zelo malo sem govoril, ampak pač moramo tudi čestojiti. Ja, sem bil oster, pa ne z namenom, da bi komu škodoval ali pa kaj takega. Pač to je moj pogled, ki ga argumentiram, ki je iskren. Mislim, da za veliko ljudi mogoče ni prijeten, ampak vseeno. Tako jaz razmišljam. Seveda delam tudi napake in ko napako naredim, se upravičim, probam to popraviti. Tako da upam, da bom v prihodnje tudi moj nivo govornega nastopanja še izboljšal in bom še boljši gost. To je pa kar sedaj taka dobra napoved in tega se zelo veselimo. Hvala lepa tudi tebi za to, kar si doprinesel k podiumu. Hvala pa predvsem velika hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci, spoštovane poslušalke in poslušalci. Zelo dobro ste sprejeli ta podium, ga
res tudi z veseljem gledali in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Ostanite prijatelji kolesarstva še naprej, mi pa se vidimo ob naslednjih priložnostih. Za to, kar se tiče epizode o Vuelti, je to. Najlepša hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.